Internet je bojišče. Kibernetski kriminal je ušel izpod nadzora, zdaj pa se je vlada odločila, da bo vrnila udarec. Zasebna podjetja so pravkar dobila dovoljenje, da izvedejo povračilne hekerske napade proti prevarantom in kibernetskim grožnjam. Trdijo, da je to edini način, da ohranijo internet varen. Toda vse je laž. V trenutku, ko ta podjetja udarijo nazaj, ste vi na muhi. Tuji hekerji ne bodo kar sedeli in sprejeli udarca. Maščevali se bodo in ne bodo napadli podjetij. Napadli bodo banke, bolnišnice in električna omrežja. Doba digitalne obrambe je končana. To je bere privatizirana svetovna vojna, vi pa ste topovska hrana. 12. avgusta 2026 je predsednik Donald Trump s podpisom spremenil pravila kibernetskega vojskovanja. Nov zvezni program bi ameriškim zasebnim podjetjem dal zakonsko pooblastilo za izvajanje lastnih ofenzivnih kibernetskih operacij. Namesto da bi samo branila svoja omrežja, bi lahko podjetja udarila nazaj proti tujim kibernetskim kriminalnim organizacijam. Pod zveznim nadzorom bi podjetjem dovolili izvajanje tako kibernetskega nadzora, kot tudi kibernetskih operacij z učinki. Korporativno Ameriko so spremenili v orožje. Bela hiša trdi, da je to nujen korak za preobrat v vojni, ki jo je ZDA do zdaj izgubljala. Statistika lastnega centra za prijavo internetnega kriminala FBI, imenovanega IC3, je razkrila obseg problema. Leta 2023 so prijavljene izgube zaradi kibernetskega kriminala v ZDA presegle $0,5 milijarde. Do leta 2024 je ta številka dosegla 16 milijard. Leta 2025 pa so kibernetski kriminalci izsilili ogromnih $21 milijard od ameriških tarč. Iz leta v leto se številke silovito drsijo v napačno smer in ne kaže, da bi se to spreminjalo. Eksplozija umetne inteligence in kriptovalut je grožnjo le še povečala. Ker večina podjetij ne prijavi vdorov in kibernetskih kaznivih dejanj, so resnične številke verjetno še veliko slabše. Desetletja je Amerika to prepuščana organom pregona. Različne vladne agencije so bile zadolžene za preiskovanje kibernetskega kriminala, medtem ko je Ministrstvo za pravosodje vlagalo obtožnice proti tujim kriminalnim združbam. Od tam naprej se je Washington zanašal na zaveznike, da izsledijo kriminalce in jih privedejo pred roko pravice. Toda ta sistem očitno ni deloval. Nekaj se je moralo spremeniti. ZDA lahko vlagajo obtožnice in zahtevajo izročitve, vendar, ko so ti cilji decentralizirane združbe, ki delujejo na najbolj sumljivih krajih na svetu, to nima nobenega pomena. So preveč oddaljeni, da bi Washington lahko karkoli ukrenil glede tega. Zvezna vlada lahko uveljavlja zakone znotraj svojih geografskih meja, vendar ta pravila in sistemi ne veljajo za ogromno, brezmejno prostranstvo spletnega sveta. Zato se je Washington odločil za drugačen pristop. Opustili so idejo, da bi vlada in organi pregona sami boj proti kriminalnim mrežam. Namesto tega so to prepustili zasebnim podjetjem. Odločili so se legalizirati kibernetsko zasebništvo. Pred stoletji so se svetovna imperija soočala s podobno težavo na odprtem morju. Svoja ozemlja so lahko nadzorovali, oceani pa so bili ogromni, brez zakonov in polni piratov. Namesto da bi gradile večje mornarice in vodile vojne, so se vlade odločile, da zunanje izvajalce najamejo za pomorsko varnost. Izdani so pisma o pooblastilu in povračilu zasebnim kapitanom ladij. Vsakdanji trgovci so postali zakoniti pirati oziroma korzarji. Te najete mornarice so dobile pooblastilo, da lovijo sovražne ladje, v zameno pa so dobile delež ukradenega tovora. Bilo je poceni in učinkovito, ter je imperijem omogočilo, da so se znebili sovražnikov, ne da bi tvegali lastne ladje. Zasebništvo je bilo v 19. stoletju končno prepovedano, dokler ga Bela hiša ni obudila od mrtvih. ZDA se ne morejo same boriti proti kibernetskemu kriminalu. Digitalna morja so preprosto pretežka za nadzor. Zato ponovno uvajajo zasebništvo, čeprav preoblečeno v diplomatski žargon. Če odstranimo vso to olepšano besedičenje, je bistvo vsega presenetljivo preprosto. Prvič v zgodovini je ameriška vlada zasebnim podjetjem dovolila izvajanje kibernetskih napadov. To pomeni, da zasebni varnostni ponudniki in pogodbeni izvajalci kibernetske obrambe ne bodo več omejeni le na razvoj paketov proti zlonamerni programski opremi in postavljanje požarnih zidov. Namesto tega bodo imeli proste roke za popoln napad na tuja omrežja, krajo podatkov, povračilne udarce proti botnetom in postopno razbijanje kibernetskih kriminalnih organizacij. Washington želi, da mislite, da gre za revolucijo, novo dobo kibernetske varnosti, naslednji velik preskok v inovacijah digitalne obrambe, v kateri se lahko sprosti vsa moč Silicijeve doline. Toda ta ideja ne zdrži. Gre za nepremišljeno tveganje, ki ima več možnosti, da gre kaj narobe in ogrozi življenje ljudi. Zakaj? Ker je celotna zadeva v osnovi napačna. Washington deluje, kot da bodo zasebna podjetja upoštevala enake standarde kot organi pregona in zvezne agencije. Ne bodo. Agencije sledijo zelo strogim pravilom in praksam, ki so jih vzpostavljale generacije, pri čemer upoštevajo številne dejavnike. Zasebna podjetja pa imajo eno prednostno nalogo, ki je nad vsem drugim – dobiček.
Ameriška vlada ima poseben interes za lovljenje tujih kibernetskih kriminalcev, da bi zaščitila svoje prebivalce in podjetja. Zasebno varnostno podjetje bo zanimalo le, koliko denarja lahko zasluži z lovljenjem kriminalnih organizacij. To pomeni, da imajo močno spodbudo, da udarijo hitro, močno in vprašanja postavljajo kasneje. Bolj kot so agresivni in učinkoviti, večje možnosti imajo za dosego rezultatov. Rezultati pa pomenijo prihodek. Toda to se lahko hitro obrne proti njim, saj je digitalni svet izjemno zapleten prostor. Ni lepo razdeljen na regije in particije z jasnimi mejami, ki bi ločevale entitete med seboj. Je neurejen, zapleten in lahko obstaja veliko prekrivajoče se infrastrukture med nečim, kot je kibernetska kriminalna združba in bolnišničnim omrežjem v oblaku. Organizacije kibernetskega kriminala to vedo in to izkoriščajo. Lahko namerno zgradijo botnete iz naprav nedolžnih ljudi, lahko nastavijo digitalne dokazne sledi, ki vodijo nazaj k podjetjem, ki niso storila nič narobe. Lahko kompromitirajo računalnike organizacij, ki zagotavljajo ključne storitve in infrastrukturo, ter jih naredijo, da izgledajo kot del sumljive digitalne združbe. Ko zasebnim podjetjem daste zeleno luč, da napadejo te organizacije, obstaja ogromno tveganje, da bodo nedolžni ujeti v navzkrižni ogenj. In vse, kar je potrebno, je najmanjša napačna presoja. Najmanjša napaka ali spregled in nenadoma pride do vdora v zasebne zdravstvene baze podatkov, omrežja za čiščenje vode prenehajo delovati in bančne platforme so kompromitirane. Zaradi tega je toliko strokovnjakov za kibernetsko varnost že dolgo nasprotovalo konceptu povračilnih hekerskih napadov. Vedeli so, da bi to spremenilo običajne ljudi v kolateralno škodo, ko bi se kibernetsko vojskovanje izmaknilo nadzoru. Upokojeni admiral Michael S. Rogers je to morda najbolje povedal, ko je pisec leta 2017 govoril pred odborom za oborožene sile predstavniškega doma. Trdil je, da bi povračilni hekerski napadi preprosto pomenili več strelcev na ulicah divjega zahoda. Skozi leta so glasove razuma preglasili drugi, precej glasnejši glasovi – lobisti. Že leta velike tehnološke firme in zasebna varnostna podjetja pritiskajo na Washington, naj jim omogoči pravico do aktivne obrambe. Trdili so, da jih obstoječa zakonodaja, kot je zakon o računalniški goljufiji in zlorabi, sili, da se proti kibernetskemu kriminalu borijo z eno roko zvezano za hrbtom. Kriminalci so lahko delovali nekaznovano, medtem ko so bile korporacije omejene pri tem, kako lahko odgovorijo. Želeli so si pravico, da lahko storijo več. Trdili so, da gre preprosto za vprašanje samoobrambe. Niso omenili ogromnega stroja za ustvarjanje dobička, ki bi nastal, če bi vlada na koncu privolila v njihove zahteve. Če bo novi memorandum sprejet, bodo lahko zasebna podjetja za kibernetsko varnost največjim podjetjem na svetu zaračunavala ogromne pristojbine za izvajanje povračilnih kibernetskih operacij v njihovem imenu. Recimo, da velika finančna institucija doživi napad z izsiljevalsko programsko opremo. V preteklosti bi morali vložiti poročila pri FTC in IC3 ter upati na najboljše. Hkrati bi se zanašali na svoje interne varnostne ekipe, da bi obnovile izgubljene datoteke in ponovno vzpostavile delovanje svojih sistemov. Medtem skupina, ki izvaja napade z izsiljevalsko programsko opremo, nadaljuje s svojimi operacijami in čez nekaj tednov znova napade isto podjetje. S to novo zakonodajo bi podjetje lahko najelo ekipo za kibernetsko vojskovanje, da bi udarila nazaj proti tistim, ki so jim škodovali. In bitka bi se začela. Obe strani bi lahko povzročili resno škodo nedolžnim organizacijam in civilnim storitvam, bodisi namerno ali nenamerno. Toda izvajalca to ne zanima. Še vedno je plačan. Morda je najbolj strašljivo od vsega to, da ne bodo niti kaznovani, če bo zaradi njihovih napak kdo drug poškodovan. To je jasno zapisano v memorandumu. Običajno bi bila zasebna družba, če bi po nesreči povzročila škodo tretji osebi s svojimi dejanji, odgovorna za to. Ni pomembno, kje se to zgodi. Mednarodno pravo je pri takšnih stvareh precej enotno. Leta je ista logika veljana tudi na področju kibernetskega vojskovanja. Če bi podjetje za kibernetsko varnost napadlo kriminalno bazo podatkov in bi nenamerno izklopilo nedolžen poslovni sistem, bi bilo kaznovano. Posledične civilne tožbe bi lahko celo popolnoma uničile podjetje. Memorandum pa uvaja novo dinamiko, pravno imuniteto. Dovoljuje odobrenim izvajalcem, da delujejo kot državni agenti in služijo nacionalni varnosti. Ta klasifikacija pa prinaša določeno stopnjo zaščite. Če eden od teh digitalnih lovcev na glave naredi napako, njihove žrtve ne bodo mogle sprožiti pravnih postopkov proti njim. Navsezadnje so darovani z dovoljenjem in odobritvijo zvezne vlade. Memorandum celo vsebuje podrobno razlago, kaj naj se zgodi, če, oziroma kar je bolj verjetno, ko gre kaj narobe. Če odobreno podjetje po pomoti napade nedolžno ameriško omrežje ali podjetje, so navodila jasna. Morajo prenehati z delovanjem, poskušati zmanjšati škodo in obvestiti nacionalni koordinacijski center. Ni ničesar o tem, da bi bili kaznovani ali sankcionirani. Beseda odgovornost se v dokumentu niti enkrat ne pojavi.
Če zasebno obrambno podjetje med napadom na tujo kibernetsko kriminalno skupino razkrije vaše zasebne podatke, nimate nobenega pravnega sredstva. Vi ste le kolateralna škoda na digitalnem bojišču, na katerem imate obe strani vse razloge, da sta čim bolj agresivni in neusmiljeni. Na eni strani so korzarji, ki so plačani le, če dosežejo rezultate. Seveda bodo maksimalno izkoristili svoja orodja, da dosežejo ta cilj. To pomeni uporabo avtomatiziranih skript, agresivnih protaukrepov in brutalnih zlonamernih kod, ki izrabljajo ranljivosti, zasnovanih za uničenje operacij prevarantov od znotraj navzven. Na drugi strani so kriminalni sindikati sami. Že desetletja služijo ogromne vsote denarja s prevarami in prodajo podatkov na temnem spletu. Ne bodo odnehali samo zato, ker se je ameriška vlada odločila za strožji pristop. Prilagodili se bodo. Postavljali bodo pasti in povzročali čim več kaosa. To niso amateri, so hladni, preračunljivi profesionalci. Postavili bodo pasti in mehanizme mrtve roke, tako da bodo v primeru napada na njihove strežnike nedolžni ljudje plačali ceno. In takoj, ko bodo ti hekerji posumili, da je karkoli narobe, bodo sprostili črve in še več. Bela hiša je poskušala nekatere pomisleke vnaprej ublažiti s skrbno izbranimi besedami v svojem memorandumu. Tudi če bi jim podelili pooblastila za izvajanje ofenzivnih kibernetskih operacij, morajo podjetja iz zasebnega sektorja še vedno delovati pod nadzorom in kontrolo zvezne vlade. Določena so stroga pravila delovanja. Sporočilo je jasno. Vlada želi, da so ljudje prepričani, da bodo ta podjetja za kibernetsko varnost nadzorovana in zmerna v svojih dejanjih. Ciljali bodo le na nepridiprave in sprejeti bodo vsi ukrepi, da bodo vsi varni. Nažalost je to sicer pomirjujoča izjava, vendar je skoraj nemogoče to uveljaviti. In to je povezano s kompleksnostjo kibernetskega prostora. Ameriška vlada bi lahko pooblastila milico, da napade sovražno bazo, jim dala posebna navodila in koordinate, kje naj napadejo. Dokler so obveščevalni podatki zanesljivi in se navodila upoštevajo, nihče drug ne bi smel biti poškodovan. Ko pa ameriška vlada dovoli zasebnemu obrambnemu podjetju, da se loti kibernetskega sindikata, je to povsem druga zgodba. V digitalnem svetu zlonamerni akterji ne delujejo na stalnih lokacijah. Velikokrat sploh ne uporabljajo svoje fizične opreme. Najemajo isto infrastrukturo v oblaku kot podjetja seznama Fortune 500 in zdravstvene skupine. Uporabljajo iste ponudnike gostovanja kot mala podjetja in trgovske znamke. Pogosto preusmerjajo svoj promet prek ugrabljenih civilnih omrežij in kompromitiranih naprav. To naredi izjemno težko, če ne celo nemogoče, tudi za najbolj izkušene kibernetske operativce, da bi natančno določili njihove lokacije. Zato je vsaka zamisel o ciljanih kibernetskih operacijah tako smešna, saj se lahko kibernetski kriminalci tako zlahka skrijejo med civilno digitalno infrastrukturo. To je kot serijski morilec, ki se skriva v polni sobi. Namesto da bi uporabili ostrostrelca za čist, natančen strel v glavo, bi podjetja za kibernetsko varnost skozi okno vrgla granato. Seveda bi verjetno ujeli svojega človeka, vendar bi imeli na rokah tudi ogromno nedolžne krvi. Če bo ta predlagani program uresničen, bo svet uradno vstopil v strašljivo novo obdobje digitalnega vojskovanja. Internet, kot ga poznamo, ne bo več enak. Kibernetski prostor bo postal vse bolj sovražno bojišče, kjer se bodo za prevlado borili kriminalni sindikati, hekerji, ki jih podpirajo države, in korporativni lovci na glave. Običajni Američani in lastniki malih podjetij, ki skušajo delovati v istem digitalnem prostoru, bodo še bolj nemočni, kot so že zdaj. Ker si ne bodo mogli privoščiti lastnih digitalnih telesnih stražarjev in lovcev na glave, ki bi jih varovali, ne bodo imeli ekip strokovnjakov za kibernetsko vojskovanje, ki bi skrbeli za njihove digitalne identitete in podatke. Ni težko si predstavljati, kako bi se lahko situacija od tam naprej razvijala. Tisti na najnižjih stopnjah digitalne prehranjevalne verige bodo prisiljeni sklepati vedno dražje in bolj zapletene naročnine. Največja podjetja, tista, ki si lahko privoščijo lastne zasebne vojske, vladno odobrenih kibernetskih operativcev, bodo ponudila zaščito malim ljudem. In to bo imelo večje posledice, verjetno v obliki več njihovih podatkov, več njihove zvestobe in več njihove svobode. Morda je najslabši del vsega to, da memorandum ali katerakoli kasnejša uvedena politika sploh ne bo ustavila kibernetskega kriminala. Če kaj, ga bo le še poslabšala. V prevarah, spletnem ribarjenju, zlonamerni programski opremi in vdorih v baze podatkov je preveč denarja, da bi kibernetske kriminalne skupine preprosto dvignile belo zastavo in odšle. Zatekli se bodo k temnejšim, bolj prebrisanih in pametnejšim taktikam. Izkoristili bodo moč strojnega učenja in nevronskih mrež za svoje zlonamirne namene. In med seboj ter podjetja, ki jih bodo preganjala, bodo postavili veliko nedolžnih ljudi. Namesto da bi šlo za osamljene incidente, bodo ti postali redni dogodki in bodo neizogibni stranski produkti nove in izboljšane vojne proti kibernetskemu kriminalu. To ni način, kako naj bi delovala kibernetska obramba. Prava varnost izhaja iz vlaganja v močnejšo arhitekturo, krepitve kibernetskih organov pregona in prisile največjih tehnoloških podjetij, da razvijajo močnejšo programsko opremo. Zahteva reformo zakonov za zaščito posameznikovih digitalnih pravic, namesto da bi skrbeli za več milijard dolarjev vredna podjetja. Kajti, ko se bo začela nova digitalna vojna, bomo trpeli vsi ostali.
Z napredkom tehnologije postajajo tudi orodja, ki so na voljo kibernetskim kriminalcem, vse bolj napredna in ti se ne bodo ustavili pred ničemer, da dosežejo svoje cilje. Oglejte si 10 najnevarnejših hekerjev vseh časov in njihov kibernetski hram slavnih. Ali pa kliknite tukaj.